Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Dvanajst ujcev. Enkrat je bila žena, mož je umrl in je imela 12 otrok. Eden je bil malo večji, eden je bil malo manjši, skratka, vseh vrst jih je bilo. Prvi je bil raztrgan tu, drugi tam, eden je kazal ritko, eden je imel raztrgan rokav revše. Žive duše ni imela v pomoč, uboga žena je bila v hudi stiski. Otročiči pa zmerom: "Dajte, mati, kupite nam kaj, kupite nam kaj." "Molčite," je rekla. "Jaz sem se spomnila, da imate 12 ujcev. Jaz grem od vas. Tisti, ki ste večji, popazite na manjše. V 2 dneh bom morda obiskala vse ujce. Bomo videli, če mi bodo kaj darovali." "Kam pa naj grem najprej?" To je bilo pozimi, povsod sneg in brozga, ona ubožica pa v opankah in pravi: "Jaz grem, poskušala bom, če mi bodo kaj dali, vsaj kaj za jesti." In je šla. Je šla k prvemu ujcu. To je bil januar. Ko je prišla tja, je sedel na klopi kakor jaz nocoj. Brada do tod, lasje beli ko mleko, ko sneg. Lep mož, rdeč v obraz. Tedaj je pozdravila: "Dober dan, ujec." "Bog daj," je rekel, "kaj te nosi?" "Joj me," je rekla, "kaj me nosi? Ne veste, koliko imam otrok." "Koliko jih pa imaš?" 12, je rekla. "Lepo vas prosim, s povzdignjenimi rokami, da mi daste kaj, ker imam lačne otroke, bose, nage. Eden ima na nogi staro opanko, eden čevelj, eden škorenc, eden nič, taki so vsi doma. Zraven tega pa ni kaj jesti." "Draga moja," je rekel, "draga moja žena, kaj naj dam ob tem letnem času? Jaz imam samo sneg, ti ne morem dati nič, nobene reči ti ne morem dati, imam samo sneg zdaj." "Joj me," je rekla, "kako naj pridem domov, ko sem otrokom rekla, da bom kaj prinesla?" No, je rekel, "le pojdi, saj imam še nekaj bratov, morda ti bodo drugi kaj dali." Tedaj se je vzdignila ubožica in je šla. Gre in gre, je prišla k februarju. To je bil najmanjši mesec, vendar hudo prebrisan, tako da je imel ljudi za norca, februar. Tudi tega je pozdravila kot ujca. "Kam pa greš, žena?" "Joj me," je rekla, "jaz sem prišla, da bi mi vi kaj dali. Jaz imam bose otročiče, nage, eden ima raztrgane hlače na ritki, eden ima raztrgan hrbtek, eden se nima v kaj zaviti. Dajte mi kaj, da bom mogla preživljati otročiče. Mož mi je umrl, sama sem z 12 otroki." "Kaj pa naj ti dam," pravi, "po kaj si prišla k meni? Jaz imam samo dež, veter, brozgo in podobno. Nimam nič za tvoje otročiče." "Morda bolj naprej, pojdi k drugemu bratu, morda bo on imel kaj." "Lepo, lepo," pravi sama pri sebi. "Prvi mi ni dal nič, je rekel, če naj mi da sneg, drugi mi je hotel dati dež. Mar nisem zadosti premočena, da bi mi dajal še dež?" Tedaj je rekla: "Grem, obiščem še enega." In je šla k marcu, ga je pozdravila: "Dober dan, ujec." "Bog daj, kaj te pa nosi?" "Joj me," je rekla, "kaj me nosi? Revščina, revščine na pretek, lakote na pretek, raztrgano vse, jaz prva in vsi drugi, vseh 12. Imam 12 otrok, dajte mi kaj za njihovo preživljanje." "Joj," je rekel marec, "kaj naj ti dam," je rekel, "draga moja ženičica. Vetra je še zmerom dosti, mraza dosti, vendar bom pogledal." Tedaj je sedla na stol. "Mar je mogoče, da mi ne bi prinesel nič, ko je rekel, naj počakam?" Je šel, kaj ni prinesel šopka vijolic, lepih rožic vijolic.
Ko je to prinesel, je zadišalo, je skočila po konci. Vsaj to ponesem svojim otročičem, ko nimam drugega nič. Naj duhajo vsaj rožice, vsaj vijolice naj duhajo. Dala jih je v predpasnik, Marec pa je rekel, počakaj, jih prinesem še. Je šel in je prinesel še rožic, polno naročje. Dobro, pravi, hvala Bogu, da imam vsaj to. Tedaj je šla. Hej, pravi, naj grem še k Aprilu. Je prišla k Aprilu, pozdravila tudi tam. Kaj te pa nosi? Kaj me nosi? 12 otrok imam, pravi, vse nago, vse boso, vse stradano, brez jesti. Sem prišla kujcem, da mi kaj boste pomagali. Marec, zahvaljen bodi, mi je dal vsaj rožic za duh. Dobro, pravi, počakaj, bom tudi dal jaz kaj. Si je mislila, da ji bo prinesel kaj oblačila. Kje neki? Je šel, kaj ni pobral vse to, kar poganja brstje, in ji prinesel butarico. Joj, je rekla, to mi dajete? Ne zamerite, ujec, vi mi dajete tole, pa to je za jutri, ne za danes. Oni pravi, mi je dal vijolice, ki jih lahko nesem. Tole pa bo zraslo komaj jutri, to ni zame, to vam vračam. Le odnesi, pravi, spravi kam. Kam pa naj to dam, pravi. Naj morda podnetim, toliko drv še imam. Nočem. In mu je vrnila. Tedaj je šla k Maju. Prišla, pozdravila tudi tega ujca. Dajte mi kaj za moje otročiče. Je rekel. Jaz nimam nič, če hočeš ti dam cvetja, imam že lepo cvetje. Je prinesel šopek cvetja, lepega, rdečega. Joj, pravi, kako bodo skakali moji otroci, ko bodo videli cvetje, saj ga že vso zimo niso videli. Hej, pravi, moram iti še k drugemu. Prišla je k juniju. Ko je prišla tja, je spet pozdravila. Dober dan, ujec. Bog daj, po kaj si prišla? O, pravi, jaz sem prišla, da bi mi vi dali kaj za otroke, ki sem jih pustila doma. Tedaj je šel in je prinesel maline in borovnice. Skratka, prinesel je dosti reči, da je imela polno vsega. Vsa srečna je šla naprej. Kateri mesec pride zdaj? Julij. Tudi tega je pozdravila in poprosila s privzdignjenimi rokami, naj ji kaj da. Bila je obložena, cvetja, borovnic, jagod, vsega je imela toliko, da bi potrebovala vreče. No, je rekel, po kaj si prišla? Koliko imaš otrok? 12. Kako? Koliko let imajo? Prvi bo imel 15 let, pravi, in drugi so vsi za njim. Dajte mi kaj, da jih razveselim. Prav, le počakaj. Tedaj je šel po vse, po jabolka, po hruške in je prinesel tudi vrečo, da je dala vse noter, jo zadela na ramo in šla. Dobro sem obložena, pravi, to bodo veseli moji otročiči. Saj je res čas, da jim prinesem kaj domov. Ampak pravi, moram vseeno videti še druge. Je šla k Avgustu, ko je prišla tja, ne vem, kaj ji je dal, se mi zdi, da grozdje. Polno grozdja, da ga ni mogla niti nesti. Prav, pravi, moram iti še k septembru. Tudi ta ji je dal. Hruške, kostanj, skratka, to, kar je imel. Bila je obložena, da ni mogla niti hoditi. Dobro, pravi, vendar moram pogledati še k drugim, kaj mi bodo dali. Je šla k oktobru. Tam so ji dali koruze, fižola, da ni mogla nesti, je morala pustiti tam. Pravi, po to bom prišla jutri. Hej, zdaj gremo obiskat še novembra. In je šla k novembru. O Božec je rekel, draga moja žena, jaz nimam nič, kaj naj ti dam? Kar pade z drevja dol, listje, to je vse, pri meni je vse prazno. Na, je rekla, zdaj pa imam. Sicer je pa še eden. Hej, pravi, naj grem še k decembru. Je šla, tudi njega pozdravila.
Joj, me je rekel, kaj naj ti dam, ko nimam nič? Ampak je rekel, molči, saj ti pošljem. Potrpi, kmalu pridejo božiči, tedaj ti prinesem kaj za otroke, vsaj kakšen bombonče, ne drugega. Ko je prišla domov, so bili presrečni, zdaj so imeli vsega otroci. Mati je rekla, dajte zdaj, veseli bodite. Oblačila ji pa le ni dal nihče, še naprej so morali hoditi raztrgani. Tako so dali meseci. Ta in on je lahko kaj dal, nekateri pa nič. Pa nasvidenje, otroci.